Ja, pozdravljeni v mojem imenu. Hvala organizatorjem za povabilo. Najprej, ko me je povabila Nina, sem rekel, super, krasno, nekaj lepega bomo povedali na to temo. Bliže je prišel današnji dan, bolj sem se zavedal kompleksnosti tega sporočila, ki ga imajo današnji trenutek gozdovi in pa podnebne spremembe v Sloveniji. Zdaj, seveda, moral sem se odločiti, opredeliti en košček tega. Namreč jaz tukaj nisem sam, jaz sem tukaj kot nek predstavnik moje programske skupine, raziskovalnih 2 skupin in pa našega inštituta, ki ima pa drugo nalogo kot zavod. Se pravi, če ima zavod neko gospodarjenje z gozdovi, ima pa nek pogled raziskovalni, razvojni na to problematiko in seveda predvsem se tega lotevamo prek projektov, nalog in pa raziskav. Ena izmed njih je bila letos, naročena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru podpore podnebnega sklada in gre za naslednjo nalogo, se pravi izdelava ocene vplivov podnebnih sprememb v kmetijstvu in gozdarstvu. In poglejte, gre za relativno kratko nalogo, ki je pa imela nek namen, da se pripravi kot neka strokovna podlaga, pa začetek strokovnih podlag za novo strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva. Želeli smo pridobiti seveda novejše ocene vplivov podnebnih sprememb v kmetijstvu in gozdarstvu, ker tista prejšnja je že kar relativno stara, že odmik. In seveda te razmere, ki nas silijo v to in vedno hitrejše te spreminjanje okoljskih in pa podnebnih sprememb, vpliva podnebnih sprememb, seveda so takšne, da nas silijo v nek hiter odziv. Se pravi, vsi mi, ki delujemo v tem sektorju, bi morali biti hitrejši. Naprimer, ko govorimo o gozdarstvu, imamo 10-letne načrte, ampak zdaj se stvari hitreje obračajo, in je treba te stvari preverjati verjetno kontinuirano. Zdaj, razvoj metodologije za ocenjevanje ranljivosti so pripravili kolegi na Kmetijskem inštitutu in so želeli, da uporabimo podoben način, se pa kako oceniti kmetijstvo in kako oceniti gozdarstvo. Seveda to ne gre tako enostavno. Ocena ranljivosti je v bistvu teoretična izhodišča IPCC, izpostavljenost, občutljivost in sposobnost prilagajanja. Naprimer, če gre tukaj za drevesno vrsto ali pa če gre za kakšno rastišče, ga obravnavamo po teh elementih ali pa po teh vprašanjih. Tak je pristop IPCC-ja. Zdaj, ko smo šli pregledati literaturo in smo iskovali IPCC-ja, se veste, to so ta poročila v okviru konvencije o podnebnih spremembah, ali je tam kakšna taka jasna metodologija, žal nismo našli jasne metodologije. Morali smo v bistvu nekako posredno preveriti in najti in si prilagoditi metodo za ocenjevanje in kmetijstva in gozdarstva. Vedno se pa postavlja vprašanje, koliko imamo mi znanja in koliko imamo razpoložljivih podatkov, da sploh take stvari lahko ocenjujemo. Tole je koncept podnebnega tveganja iz teh poročil IPCC iz leta 2022, relativno nov. Sistem je ranljiv, če je izpostavljen občutljiv na vplive podnebnih sprememb in ima omejeno zmogljivost prilagajanja. Tam gor na desni strani je v bistvu ta naš princip, ko želimo oceniti ranljivost iz izpostavljenosti, občutljivosti, sposobnosti prilagajanja. Na desni strani imate pa podnebne vplive, gre obratno. Zdaj, če bi prav gledal, bi na levi obrnil tole preglednico, ampak naš cilj je bil pač določiti, kaj je ranljivost. Takole so si kolegi predstavljali zadevo, da naredimo različne lestvice, naprimer izpostavljenosti nekemu podnebnemu vplivu. Suši, naprimer ujmam in tako naprej. Nizka, visoka, se pravi srednja izpostavljenost. Potem imamo 3-stopenjsko lestvico ocene sposobnosti prilagajanja, če gre naprimer v primeru bukve, ali je ta se sposobna prilagajati na sušo. Konkretno vprašanje pa rečemo, ocena 1, ocena 2, ocena 3. Na kar je bila matrika izpostavljenosti sposobnosti prilagajanja, vidite 2 osi, spodnja izpostavljenost negativnim podnebnim vplivom, če so te vplivi ekstremne suše, naprimer, ali pa
kaj podobne, gor je pa sposobnost prilagajanja. Ne? In potem, če ugotovimo, da je neka vrsta se lahko prilagaja, odvisno se je sposobna prilagajati, ampak je izpostavljena močnim vplivom, ne? Gledamo matriko in ugotovimo, tam v kotu je 2, se pravi nek razred 2, dobite oceno. Ne? Okay. In potem imamo ranljivost, se pravi ocenimo izpostavljenost, prilagajanje in ranljivost, potem iz teh 2 ocenimo, na desni strani pa legenda, kako smo te ocene izračunali. Zdaj seveda, kako to narediti? Ne? Zdaj, edina varianta, če hočeš neko poročilo oddati v 3 mesecih, ni druge, kakor da narediš, zbereš vrhunske strokovnjake v narekovajih in narediš anketo. Ne? Ker drugače boš težko prišel do takih rezultatov. In mi smo podobno naredili. Mi smo pač poiskali kolege na inštitutu in na Zavodu za gozdove Slovenije in smo se z njimi posvetovali, ker to je bila taka realna opcija, da se to izvede. Zavedamo se problema, da tukaj govorimo o nekih splošnih ocenah, ker mi ocenjujemo naprimer Buko za celo Slovenijo. Ne? To je napačen že pristop, ne, ker bi ga mogli po regijah ali pa po manjših lokacijah, ampak naprimer za začetek postavimo ta sistem, ki ga se potem pa lahko uporabi na lokalni ravni. In bi verjetno dobili veliko bolj zanimive podatke. Kaj smo izbrali? Kaj bomo ocenjevali? Izbrali smo drevesne vrste, ki predstavljajo tisti največji delež lesne zaloge v slovenskih gozdovih. Potem rastišča, ki so moji strokovnjaki, kolegi, predlagali, da izberemo te skupine rastišč. Ne? Imamo jih več, ampak naredili smo 13 skupin rastišč, ki smo jih potem združevali, tako da smo jih lažje ocenjevali, in pa ekosistemske storitve. Tukaj se pa sploh zaplete, ker v bistvu smo mogli prevajati, se pravi, funkcije gozdov v ekosistemske storitve po evropski klasifikaciji, ki ni 1:1 in je bilo treba nekako prevesti, da smo lahko sploh naredili to oceno. Tole še enkrat samo viri informacij, ki so nam služili za to, da smo izbrali te ciljne, tiste, se pravi, drevesne vrste, ki smo jih ocenjevali, pa skupine rastišč. Na desni strani zgoraj pa vidite tole opisi v stolpcih sledijo, se pravi, gre za opis ekosistemskih storitev in potem primerjava z našimi in iskanja ključnih povezav, da smo prišli do neke ocene, kako bi naše gozdne funkcije spremenili v te ekosistemske storitve. Seveda smo mogli tudi zdaj grožnje opredeliti. Ne? Zdaj to je bila spet delavnica za grožnje. Zdaj, kaj so grožnje? Se prav velikih ne moreš našteti. Zato smo jih združevali in tukaj vidite, ene so za drevesne vrste, druge so pa za skupine rastišč. Se pravi, vidite, nizke temperature na začetku vegetacije, zmrzali, suša in tako naprej. Bolezni na koncu, se pravi, z področja varstva, invazivne vrste insekti, kolegi iz varstva, oddelka za varstvo gozdov so nam pomagali in pa kolegi iz Zavoda za gozdove. Potem so bile pa narejene te ocene, kakor vidite, izpostavljenost, prilagajanje, pol na koncu izračunana ranljivost. Verjetno je to bilo, taki rezultati so tudi pričakovani glede na tisto, kar sem v začetku povedal. Da gre za neka povprečja za Slovenijo. Se pravi, da ne more prihajati do velikih razlik, ker seveda nekje, bi rekel, je določena drevesna vrsta winner, nekje je pa loser. V nekih ekoloških razmerah se te stvari razlikujejo. Mene zanima za baltske države. Vprašanje je, ali pri njih zaradi podnebnih sprememb, kakšen je njihov prerastek. Zdaj večji, kot je bil prej, zato ker so bolj ugodne razmere za rast. Ali pa daljša vegetacijska sezona, pa toplejše. In ali je to en del zmagovite strategije, medtem ko so pa potem neke druge pa negativne. Tako da, no, in kot vidite, in kot je pričakovano, že nekako v naših, številnih poročilih gledamo na smreko kot neko vrsto, ki ima težave v tem hitro spremenjajočih se razmerah, predvsem iz vidika neprimernosti rastišč, kljub temu, kar je Aleš rekel, da je sigurno, ja, seveda, kot pionir se pa izkaže, in v bistvu je zelo uspešna pri v bistvu sadni, ali pa tudi regeneraciji. Ranljivost rastišč, tu je pa sploh problem. Tu imamo pa težave, ker
težko najdemo poznavalce, ki bi v resnici te ekološke značilnosti teh rastišč zelo dobro poznali. Srečo imamo nek dokument, ki so ga pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije, tam pol predstavu, ki pa ima v bistvu to zelo dobro razdelano. In pa izbrane ekosistemske storitve, enak problem. Tukaj pri ranljivosti, kar vidimo, kar neka povprečna vrednost, naprimer funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, se pravi relativno velika ranljivost. Tako da tudi ostale vidite, da ni velikih razlik, ko se ocenjuje ranljivost, na osnovi izpostavljenosti in prilagajanja. Je pa nekje po tej vrsti se vidi, da naprimer nekje biotska raznovrstnost pa ponovno tega pa ne bi bila obremenjena s temi izpostavljenostjo podnebnih sprememb. Sem rekel, kot smo rekli, eno tako zanimivost. V letu 2009-2010 je kolega Lano Kutner s sodelavci na inštitutu pa z Arsa so pripravili neko modelno študijo o razvoju in drevesnih vrst in rastišč v Sloveniji do konca tega stoletja. In se spomnim takrat, ko smo se o tem pogovarjali, so nas takole malo debel gledali. Ampak pomislite, 14 let nazaj. Kaj mi zdaj govorimo? Se so pa tako stabilni gozdovi, da se nam nič spremenili. In takrat smo približno napovedovali te spremembe, ki se danes dogajajo. Se pravi, da bo težava imela smreka, da bojo prihajale v bistvu nekako termofilne vrste. Ampak kakorkoli, tole, ko pogledamo desno gor, da se zmanjšuje lesna zaloga smreke, in ker smo pa mi ocenjevali smreko, smo mogli dati nek rezultat na osnovi nekih izkušenj. Narašča delež bukve v lesni zalogi gozdov, seveda skupna lesna zaloga ključnih drevesnih vrst se zmanjšuje. Se pravi, te drevesne vrste so ranljive v teh razmerah, bi sklepali. In vzorci spreminjanja gozdov so v veliki meri skladni s predhodnimi napovedmi, kar ni velik čudež, ker je v bistvu v resnici gre za neka ekstremna rastišča, ki niso. To je samo intermezzo, pa gremo na to drsnico ali pa na računalniško drsnico, kako se reče, ki jo je že Aleš pokazal. Gre za v bistvu sanitarno sečno izraženo v procentih za obdobje 2005-2022 in vidimo to, kar smo se prej pogovarjali. Od 2013 pa naprimer tam nekje do 2019 neko izrazit problematičen, skoraj da odstotek sanitarne sečne, ko ti v bistvu moraš iz gozda ven dati tisto, kar je padlo ali pa je bolano ali kakorkoli in v bistvu spremeniš tudi gospodarjenje v tistem času. Sej ne moreš dve stvari hkrati delati. Tole je pa drug prikaz te iste slike, ki v bistvu kaže na en velik problem. Namreč tu se kaže emisije, vidite, ki so, rekel, tole je FMRL, to je v bistvu ta Kjotski protokol in naše težave, ki smo jih imeli letošnjem letu, ko smo upravičevali naše emisije oziroma ponore v obdobju 2013-2020. To so moji kolegi tam so še bolj na tem delali. Ko se računsko, ne v resnici, ponor je bil mogoče samo ogrožen leta 2, tisto leto, ko je bil žled, ampak računsko se nam kaže, kot da smo imeli emisije iz gozdov. V obdobju, kljub temu, da veste, da to je skoraj nemogoče, ampak v obdobju 2014-2018 smo računsko morali poročati. Zakaj? Zato, ker smo v letu 2011, poslušajte, kdaj vpliva stroka na rezultate pol 10 let kasneje, danes smo 2023. 2011 smo določili FMRL, to je pa reference layer, Forest Management Reference Layer. Takrat je kolega Golob na Ministrstvu za kmetijstvo določil neko vrednost, ki je izhajala iz preteklega gospodarjenja z gozdovi pred letom 2010. In takrat smo sekali 40% gozdov. In če rečeš business as usual, boste vi tudi naprej sekali 40%. In so določili neko vrednost, ki jo moramo vsako leto v bistvu, rečemo temu, ne moreš posekati,
in te vrednosti dodaš poseg. V našem primeru smo pa sanitarni poseg mogli dodati. In zato je prišlo do emisij, ker ti računajo skupaj. To ni zdaj tisto, kar vidiš, atmosfer si. Naprimer, kolegi na Švedskem sekajo 100% prirastka, ali pa tam okoli nekje. Mi smo ga 40%. Oni niso bili zdaj kaznovani, mi pa smo bili, ker nismo mogli ta biznis žuželj pretopiti v obdobje, ko smo imeli ta neurja. Zato je to važno, da se mi izpogajamo, in to je v bistvu... tukaj tudi, ja. Zato je to važno, da smo mi proaktivni v tej svoji, v bistvu ne gledamo samo v Sloveniji, pa gledamo tudi v relacije z EU politiko. Zakaj bi mi mogli 10 milijonov evrov plačevati ne Evropski uniji, ampak konvenciji, zato, ker smo naredili emisije, ampak samo računske. Zato, ker smo v bistvu imeli slabo izhodišče. V resnici so pa naši gozdovi več ali manj polni. To sem hotel upozoriti in to se mi zdi zelo pomembno, obračun po predpisani mednarodni metodologiji ni enak resnični bilanci TGP za gozdarstvo pa za Slovenijo. To ni 1:1. Tole pa en primer, kolega iz oddelka Vargo, se ga nekateri poznate, Nikica Ogris, je skupaj z BF in Zavodom s kolegi iz oddelka za gozdarstvo in pa Zavodom za gozdove imel projekt bolezni škodljivcev, sušni stres pri nevarni bukvi v različnih scenarijih. Prej smo gledali, da je bukva pomemben element v našem gozdu, ki naj bi v bistvu neko vrzel smreke izpolnil. Zdaj imamo pa takle naslov. Kaj zdaj to pomeni? Pazili smo se, da se bukva suši. Tamne so dejavniki hiranja te bukve. Glejte, imate predispozicijo, sprožilne dejavnike, pa številne te dodatne dejavnike, ki se vežejo na razne bolezni in tako naprej. In tamle, tale slika pa kaže na osutost drevja. Mi vsako leto na 44 ploskvah, na 16x16 km mreži posnamemo zdravje drevja v gozdu. Vsako leto, od leta, ne vem, zdaj, po mojem 1988, takrat smo začeli. Pa smo malo mrežo spremenili, ampak od takrat to delamo. In zdaj nekrat opazujemo, da je listje osuto pri bukvi 35%. In te rezultate grejo takole gor, od leta 90. Se pravi, to je del ICP Forest programa, konvencije o prenosu onesnaženega zraka nadaljave, preko meja nadaljave, in kaže neko zelo slabo stanje v razvoju bukve. In tam na desni je pa še potem so kolegi modelirali s tem modelom RCP8, se pravi tistim intenzivnimi spremembami, samo da vidite, kaj bi bilo potencialno, če bi bilo, da bi tale del, ki je rdeča, označen, da tukaj bi pa bil problem obstoja bukve do, mislim, da je 2100, do leta 2100. Se pravi, da tudi tiste tradicionalne, na katere mi stavimo, ta trenutek v bistvu so pod vprašanjem, kaj se bo zgodilo v primeru, da bodo te procesi se nadaljevali. Se pravi, usmeritve za gospodarjenje z gozdovi smo mogli ukrepe izpisati in tu smo si v resnici pomagali. Aleš je v bistvu en glavni avtor oziroma soavtor tega dokumenta, usmeritve za gospodarjenje z gozdovi. In zakaj? Zato, ker not imate vse te različne skupine in not imate tudi potem zapisano, kakšni ukrepi ne bi se izvali v primeru težav za podnebne spremembe. Tole so ukrepi, ki smo jih izbrali spet na delavnici po 200 vrstah in skratka 13 ključnih ukrepov in iz tega smo nekako delali tudi na koncu zaključke. Zdaj, jaz bi zaključil, zato ker je tudi čas za to in pa sem prišel do konca, se pravi, Slovenija leži na tem lestiku in meni je vedno tisto, ko nekoga slišim, da se bomo držali 1,5 pariškega sporazuma, to je že pase, ker mi smo svoje ozračje zaradi lege in pa svojega položaja ogreli čez 2 stopinje. Kaj zdaj to pomeni potem za naše ekosisteme? Se pravi, gozdovi so izpostavljeni tem spremenjenim rastiščnim razmeram. Mi govorimo o ujmam, nič pa ne govorimo o rastišču. Zelo malkrat rečemo,
Mi imamo zdaj spremembe rastičnih dejavnikov, pa imamo spremembe zaradi ujm, pa imamo spremembe morda zaradi gospodarjenja in tako naprej. Ta slika se mora zložiti. Mi moramo kompletno vedeti, kaj delamo prav, pa kaj delamo narobe, pa zakaj, pa kako se nam je rastišče spremenilo. Tukaj igra tudi vlogo ekofiziologija, se pravi rastlin. Tukaj mi sicer o družbah govorimo, ampak izhaja iz posamezne rastline, odgovor te rastline na te pritiske. Napovedi, to smo rekli, prisotna bo migracija, sanitarna sečnja smo povedali, tole slovenski gozdovi so polni, vendar ne samoumevno. To bi hotel reči, da ko se zdaj z mestno občino Ljubljansko pogovarjamo, pa rečemo, pa dajmo mi malo te emisije pokriti z gozdarstvom. Pa rečemo, da to ne gre. Ne? Zakaj sektor gozdarstvo bo imel izjemno veliko nalogo, da se bo sam po sebi ohranil in da bo pokrovnost za gozdovi v Sloveniji ohranil, če bo prišlo do teh sprememb. In zato bo treba veliko energije. Zdaj pa, lahko se nam pa zgodi, da bo nekdo ali pa spet zahteval kot pri Kjotskem protokolu. V Kjotskem protokolu je reševal industrijo in ostalo za gozdovi. Potem so to prekinili, pri Združenih narodih pri konvenciji so to prepovedali in zdaj pač je gozdarstvo samo za sebe v sklopu AFOLU, to je Agriculture, Forestry, Land Use. Okay. Zdaj, obnova gozdov, nekaj smo slišali, zadnjič smo imeli zanimivo predstavitev oddelka na BF za gozdarstvo, glede projekta, glede obnove. Tu bi rad sam poudaril, to bo pa moram sam sekundo si vzeti za reklamo za naš inštitut. To je v okviru NOO, se pravi nacionalnega programa po okrevanju po COVID-u, se v bistvu izvajamo vse aktivnosti, da bi vzpostavili center SDVG, se pravi gre za seminarstvo drevesni čas in varstvo gozdov. In ne vem, če bo ratal, ker ta stvar je v bistvu problematična. Tole stavba, lepa, zdaj smo jo že sklestili, še enkrat za vrednost, zato ker je bila ocena vrednosti res prevelika glede na sredstva. Zdaj smo zelo blizu te realne ocene in da bi drugo leto, če bo vse v redu in dobili gradbeno dovoljenje, da bi začeli graditi. Ta objekt, ki bi bil veliko pomoč, se pravi ravno temu, kar govorim. Mi bi radi imeli tudi hladilnico, se pravi neko gensko banko za gozdno drevje in tako naprej. Sami, dovolj veliko, da bi nam lahko služila v teh kriznih časih, se pravi obnoviti drevesni čas in pa seveda sodoben laboratorij za varstvo gozdov, kjer želimo pač imeti diagnostične laboratorije take, ki bodo odgovarjali v bistvu tem izzivom, ki so pred nami. In na koncu še, kaj smo v tem projektu ugotovili. Ugotovili smo, da imamo nek sistem, ki bi ga lahko lokalno uporabljali. Jaz mislim, da se moramo na tem področju povezati med seboj, tako gozdarji kot tudi z drugimi. In pa iskanje za raziskovalne institucije, potrebni so stabilni pogoji za ustvarjanje znanja. Tako na Zavodu za gozdove, tako pri vas, kot na našem inštitutu.